Skoraj 70 tisoč si vas je ogledalo video na TikToku Čist hudo, v katerem razlagamo, kakšne spremembe zakona o šolstvu predlaga vlada. Ko se boste čez leto dni po poletnih počitnicah vrnili v šolo, torej septembra 2026, vas čaka nekaj sprememb. Učencem, pripadnikom romske skupnosti, bo na voljo več ur slovenskega jezika in kulture. Vpogled v šolsko torbo, ki ga je lani januarja ministrstvo dovolilo z okrožnico, bo dovoljen tudi po zakonu. V zakonu bo zapisanih tudi 12 oblik hujših kršitev, zaradi katerih lahko dobite vzgojni opomin, med drugim tudi zaradi nedovoljenega snemanja in fotografiranja v šoli ter objavljanja teh posnetkov. Vzgojni opomin, ki bo po novem veljal 12 mesecev, čaka tudi učence, ki v šoli uporabljajo tobačne izdelke in elektronske cigarete. Tudi prepoved uporabe telefonov in pametnih ur pri pouku, ki že zdaj velja na večini šol, bo uzakonjena. Sedmošolce pa najpozneje septembra 2028 čaka nov predmet: informatika in digitalne tehnologije. Sedmošolce z druge osnovne šole Celje, ki bodo nov zakon občutili v 9. razredu, in 2 osmošolki, smo vprašali, kaj menijo o predlaganih spremembah. Infogrom. V šoli imamo pravilo, da telefonov ne smemo uporabljati med poukom, oziroma nikjer v šoli razen v omaricah. Na katere bo vplivalo, če bo še to pravilo v zakonu, ker zdaj jih kar dosti med poukom tnepajo ali so na igricah. Ko se učiteljica ukvarja s tem, ko drugi gledajo telefon, je zabavno. Učitelj včasih tudi pozabi dati domačo nalogo ali pa kaj takega. Ne vidim take razlike med zakoni pa med šolskimi pravili. Staršem pa mislim, da to naredi večjo spremembo. Imeli smo primer, da je video prišel na TikTok in pol je na našo šolo prišel policist in smo imeli pogovor. Če bojo opomini ostali za celo leto, bojo vsi imeli enako dolgo časa opomin, ne pa, da nekdo na koncu šolskega leta dobi in se mu tako izbriše. Zdi se mi pomembno, da tisti, ki so dobili že večkrat opomin, da mora veljati celo leto, za tiste, ki so pa ga dobili prvič in najverjetneje se ne bo ponovilo, pa ga imajo samo za eno šolsko leto. Vsi delamo napake. To je zelo dobra odločitev, da bojo imeli tisti, ki delajo težave, posebej pouk, da bomo ostali lahko normalno sledili pri pouku. Ne bo imel nikogar, ki bi lahko klepetal z njim ali pa se važil. Ampak samo tako za pol leta ali pa kak mesec, zato ker pa bi že mogoče pogrešali družbo. Ker če kdo moti pri pouku, pol nisem toliko zbran. Ne moti niti toliko fejst, da motijo, ko sem samo v svoji glavi razmišljam, kaj drugega namesto, da bi včasih delala.